Krčani, ki na gostovanjih letos ne blestijo, še naprej točke nabirajo doma, so gostovali pri Koprčanih. Kanarčki so v prejšnjem krogu zmagali v Ljubljani in z morebitno zmago proti Krškemu bi celo končali na prvem mestu lestvice za nekaj trenutkov. Tole je bila prva akcija Štromajerja, ki je streljal z glavo, ampak obramba gostujočega vratarja, potem strel za Krčane. Bučar si je pripravil strel na pravem mestu domači vratar Vasja Simčič. To je bil izjemno izenačen dvoboj, nekaj situacij na eni in drugi strani. Dangubić je bil v izjemni priložnosti, a tokrat se je izkazal Simčič, ki je žogo uspel odbiti v kot. Napad tudi za Kanarčke, Valencia je bil sam pred vrati, a na koncu nekoliko prekmalu in nespretno streljal. Potem pa še priložnost za Krško, Bučar, na koncu pa kot za Krčane in to je bila res še ena izjemna obramba Vasje Simčiča. Po kotu žoga na drugo vratnico in še enkrat Koprčani tisti, ki so se rešili in ubranili v tej situaciji. V drugem polčasu najprej kombinacija za goste, takole je streljal Sadiković, ki je zatresel le zunanji del mreže, potem pa kot za Koper in 1:0, Datković je skočil najvišje in zadev za prednost rumenih. 1:0 v 71. minuti. Krčani so zapravili kar nekaj lepih situacij, gola pa niso dali, zabili so Koprčani. Po prostem strelu še Ibričić, nevarno, ampak obramba Zalokarja in še zadnja kombinacija tekme. Ibričić je prišel do novega zaključka, takole je prišel do strela z voleja, a na koncu Zalokar na pravem mestu, še enkrat avta za Koper, ki pa je vendarle zabeležil minimalno zmago in nove 3 točke, s katerimi je na prvem mestu lestvice. Pa nekako uvijek su nam teške te utakmice sa Krškom, uvijek nam teško padnu, pogotovo kad Krško igra. Tekme s Krškim so vedno težke, še posebej, ko naslednjo tekmo igrajo proti Mariboru. V vsakem primeru smo pričakovali težko tekmo, še posebej po zmagi proti Olimpiji. Dobro smo delali, imeli smo svežino, tudi Belima, ki je bil zelo hiter in ima res dobro igro. V vsakem primeru zelo pomembna zmaga, ki prinaša mir in tudi prikazuje, da ekipa ima karakter. Zelo sem ponosen na svoje igralce, danes nam sicer nič ni šlo, nič ni bilo, kot bi moralo biti, ampak bili smo čvrsti, dali smo tisti gol, ki je prinesel 3 točke in veliko zmago. Krškemu pa čestitam za dobro tekmo, zaprli so vse poti do svojega gola, res so dobro stali na igrišču in želim jim veliko sreče v nadaljevanju prvenstva. Nije bilo to kako smo se dogovarali, a i pored toga jako sam ponosan što su igrači smogli snage i koncentracije da daju taj jedan pogodak i da privedemo utakmicu kraju. Čestitao bih ekipi Krškog na jednoj dobroj utakmici, jako su dobro postavili, zatvorili su sve prilaze njihovom golu i želim puno uspeha u narednom toku šampionata. Ja mislim da je bila tekma na precej visokem nivoju. Kar se tiče naše ekipe, mislim da smo odigrali na boljših tekem. Do zdaj v prvenstvu prvi polčas smo imeli cel kup nekih situacij, iz katerih žal nismo zadeli. Začet druga polčas smo malo padli v igri. Koper je pritisnil predvsem iz prekinitev in zmanjkalo je malo zrelosti, malo tudi mogoče višine, nažalost gol iz prekinitve. Tudi v zadnjem delu smo potem po golu mislim, da spet igrali dobro, odprto. In mi je žal, da danes nismo dali vsaj enega gola, ki mislim, da bi jih lahko dali celo več, ampak na koncu zaslužena zmaga Kopra.